Danes gremo čez 5 razlogov, zakaj uporabljati dodatke, kot so kadenca, naprave, kot so števc in powermeter, pa 5 stvari, zakaj mogoče teh stvari sploh ne kupiti oziroma jih niti ne potrebujete. Gremo začeti. Prvi razlog, zakaj uporabljati te naprave oziroma dodatke, je natančnost pri treniranju, se pravi, hočete dobiti točne podatke, zdaj je to samo razdalja, da se pol malo pohvalite, koliko ste naredili, a je to neka kadenca, ki jo je dobro vzdrževati čez cel trening, ali je pa pač to moč, ki jo rabite takrat, ko se res lotite treniranja pravilno, se pravi, natančnost pri prikazovanju podatkov. Danes vse te naprave praktično v razponu 1 do 2% med sabo, tako da že skoraj da ne morete narobe trenirati. Sploh, če imate isto napravo takrat, ko delate test za trening in pol tudi na treningu. Tako da, evo, ta prva stvar je natančnost podatkov. Ta druga, ki se povezuje na ta prvo, je sledenje vseh teh metrik. Se pravi, kadenca, mogoče ste nov kolesar, pa ste prej kolesaril z neko 70 kadenco in zdaj vidite v bistvu, da to ne da je narobe, ampak da je v bistvu boljš kolesar z malo višjo kadenco, se pravi rečemo, da okrog 90, ko ste navoženi, to lahko pade tudi čez 100, se pravi govorimo o povprečno kadenco. Tako da ja, se pravi vse te metrike, ki jih dobite ven, so super, sploh za tiste, ki se lotite nekega treniranja oziroma vas to dodatno motivira, se pravi vaše izboljšave, s temi metrikami, ki jih dobite takoj ven, zdaj še so dodatne aplikacije, ki vam ponujajo zelo hitro analizo, sploh pol, ko ste malo vešči vseh teh podatkov, ja, je to ena super zadeva. Ta tretja stvar, sploh pri kakšnih daljših vožnjah, je boljša razporeditev moči. Zdaj, a ste čisti začetnik ali že trenirate dolg časa, najbrž vsi vemo, da če se zaletimo na začetku v en klanc, smo lahko v tiltu oziroma sploh ne pridemo do vrha, brez da bi dol stopili, sploh če so kakšni klanci, ki so malo bolj strmi. In tukaj vam rečemo glih powermetri, tako kot je tale Cloudasiome, zelo dobro pomagajo, da si vi razporedite moči pravilno in da komot odkolesarite pač vse te kilometre oziroma vse te so to nadmorsko višino, ko jo imate pred sabo, da se ne zaletite, da lepo veste, v kateri coni morate kolesariti. In ja, tako da to vam definitivno te naprave zelo dobro pomagajo. Poleg le dodatna motivacija, ki jo dobite, se pravi, jaz vem, da sem tak, da če ne bi imel števca, če ne bi imel teh naprav, če ne bi imel dodatnih aplikacij, meni ne bi bilo fajn toliko kolesariti, oziroma če se ne vidi napredka, se mi zdi, da smo vsi tam kratko, okay, zakaj sploh sem se spravil na kolo, pa ko se začne ta napredek videti. Na začetku je lahko zelo hiter, zelo velik, sploh če se pravilno lotite treningov. Kle bi mogoče poudaril še naše prijatelje iz Human Performance Centra. Če se hočete pravilno lotiti kolesarskih treningov, pejte tja, vam bojo kar dosti pomagali, tako da ja, z njihovo pomočjo lahko v enem mesecu pridete do tazga napredka, ki si niti mogoče še sami niste predstavljali, kaj šele pol v 6 mesecih. Tako da ja, mene ta motivacija mi je kar orang pomembna. Se spomnim, ko sem treniral še, ko sem se pripravljal za nek maraton, sem začel, tam februarja sem se začel voziti, marca sem začel trenirati in je bilo tako, rečemo, da sem februarja naredil tam 500 do 800 km, marca, ko sem začel trenirati, je šla ta cifra pol že v enem mesecu tam čez 2 jurja in ja, ta napredek je bil orang očiten in so bili pol uni treningi, ki sem jih pol še mogel delati, so bili dosti lažji. Tako da meni te številke, te izboljšave, ki vidiš, da greš v pravo smer, ja, te samo še dodatno motivirajo. Pol pa ta zadnja stvar, pa mogoče ta najbolj pomembna, je pa, da preprečujejo pretreniranost, lahko tudi kakšne poškodbe. Zdaj, kar se tiče, kako to mislim, kako se to da zelo simpel razbrati, je, da takrat, ko delate intervale in že veste, zdaj sem pa zmožen, ne vem, 350 W držati cel cajt, to je na toliko pa toliko od FTP-ja, in pa kar naenkrat vi pridete do 280 in ne morete iti čez.
puls sploh ni tako visok in to je en znak, da ste preveč trenirali oziroma da ste pretrenirani, mogoče v tej še začetni fazi, ki super, ki lahko zelo hitro pridete spet na nivo, da imate spet full energije. Takrat, ko se pa dolgo pretreniranosti, si morate pa lahko vzeti tudi 3 mesece, skoraj da ne orang pauze, sam lahkotne vožnje, da spet pridete v občutek nazaj, da imate 110% močino. In tukaj glih te naprave vam lahko orang pomagajo, tako da ja, pač pretreniranost oziroma da vidiš, a si pretreniran ali ne, brez teh naprav jaz mislim, da ne bi šlo. No. Evo, zdaj gremo pa še na 5 razlogov, zakaj se teh stvari ne kupi. Ta prva stvar, oziroma 5 minusov teh stvari, ta prva stvar so zelo visoki stroški. Tlele imam Duo Sioma Powermeter, je okrog 700 €, poleg le še števc, tale Element Bolt, ki ga jaz uporabljam, ki ima vse funkcije, ki se jih potrebuje, je okrog 250 €. Če to damo vse skupaj, so že skoraj na slabem jurju, pol je še nastavek za števc, je še, ne vem, dobi se jih od 15 do 100 €, čisto odvisen od katerega brenda ga rabite. Tako da smo na dobrem jurčku oziroma na jurčku smo kar hiter s temi dodatki. Tako da je zelo dober se vprašati, a se jih res potrebuje, a se jih ne. Sploh tisti, ki imate to samo še za neko dodatno cifro gor, pa ki ne delate pravilno FTP testov in tako naprej, se je to sam nek dodaten strošek za moje pojme. Druga točka je kompleksnost. Sprav, vse te naprave je dobro malo naštudirati, dobro jih je pravilno pritrditi, dobro je imeti sploh pri števcu pravilne funkcije gor, oziroma ta prave funkcije, da boste trening pravilno izvedeli. Tako da vse te stvari je tako, zelo fajn je, ker enkrat veste, kaj imate naštudiran. Do takrat je pa kar tak proces, nek trial and errorja, kaj sploh potrebujete, kaj ne, kako razbrati podatke ven. Pol ta tretja stvar je prekomerno zanašanje na podatke, ki jih pokaže. Se pravi, ker ste navajeni enkrat na Powermeter in vse podatke, se pravi, rečemo, da že trenirate par let, brez tega ne morete, skoraj da se ne znate več pelati, je kdaj mogoče samo za glavo dati namerno števce enkrat stran oziroma si dati na nek zaslon, ki vam kaže, ne vem, sam mapo ali pa sam brzino in se iti sam pelat, ker če vam zadeva crkne, kakšni se pol v bistvu sploh ne znajo več voziti, zaradi tega, ker so toliko robotsko že naštelani na kolesu, da samo še številke gledajo, in je to. Jaz se spomnim pri sebi, zadnjih 14 dni, ki sem imel ta glaven sklop treningov, sem na ta najtežje treninge sploh nisem več gledal števca, kakšne vate obračam, ampak je šlo pač samo filter. In takrat si zadaš, da imaš ali table spredi ali pa si daš na videznega kolesarja v glavi in pač sam greš. Rezultati so dostikrat takrat pol najboljši, sploh kar ne gledaš na številke in greš sam do svojega limita in verjemite meni, takrat, ko ste orang navoženi, je ta limit dosti višji, kakor pa si takrat predstavljamo, da ga imamo, tako da kdaj je dobro sam pozabiti na števc, Powermeter in se sam pač pelati. Četrta stvar je preobremenjenost s temi podatki, se navezuje na tretjo točko. Kle, če vam je vse to malo too much, če so vam vsi te podatki, da vas kar malo obremenjujejo, se vam ne da s tem ukvarjati, kle spet bi poudaril, da v Sloveniji imamo kar dosti že zelo dobrih trenerjev, mi smo povezani s Human Performance centrom, kjer delajo tudi teste vse, tako da posnetki so tudi, vam bom dal klele gor, bo zdaj link, pa si lahko tam pogledate, kako je šla Petra čez to, zdaj imamo že par videov zunaj, imate tudi v prvem linku v opisu ta annual subscription, ki dobite pri njih 20 do 30% popusta, odvisen, a so to testi, ali se dela
treninge ali vam delajo treninge. Tako da ja, jaz bi tukaj svetoval, če se nočete lotiti, kako bi rekel, sami vsega, je boljš, da za ta čas, ki bi se vi to lotili, plačate ene druge, ki so strokovnjaki na tem področju in vam pravilno pač spišejo od treningov, prehrane itd. In vi se sam vozite, še celo v vašo napravo vam dajo podatke noter, se pravi, dobite datoteko, ki vas potem sama vodi skozi sam trening in ja, je to zelo simpel, praktičen throttle ziher in vi se sam vozite, trenirate tako, kot vam rečejo. In če gledamo Petro, koliko je napredovala letos, jaz mislim, da je no-brainer za vse tiste, ki nočete pač se sami tega lotiti, no. Pa nočete predvsem zgubljati cajto za učenje. Pa še ta zadnja stvar, ki se navezuje že na prvo točko, se pravi trajnost po vzdrževanju vseh teh naprav. Lahko padete, je s pedali hitro lahko je narobe, ob padcu se lahko tudi kakšen števc se celo zgubi. Tudi same naprave, jaz bi rekel, da življenjska doba je tam nekje 5 let, v teh 5 letih je pol treba spet vse na nov kupiti, spet so dodatni stroški, tako da ja, če ne potrebujete, mislim, če veste, da ne trenirate, ampak se sam vozite, pol bi vam vsem, sploh tem novim kolesarjem, bi vam svetoval bolj, ne sam kadenco. Hitrost vam itak zdaj že te novi števci kažejo že sami po sebi, se pravi GPS imajo že skoraj da ne vsi noter, tako da je to, kaj drugega pa saj jaz, ja, vam ne bi svetoval, no. Zdaj pa še za konec, zakaj sem se lotil, da posnamem ta video. Vidim, da je čedalje več kolesarjev, ki se odločate za powermeter, ki se odločate za ne vem kakšne nore števce. Preden kupite nekaj za 500 evrov, se mogoče najprej vprašajte, ali se to sploh rab. Če ne rabite, tukaj mogoče predvsem pri števcih, po večini rabite samo določene funkcije. Glejte, da ima števc uno funkcijo, jaz mislim, da tale od Wahoja kle vam nudi že praktičen čisto vse, kar se potrebuje. Za 250 evrov je praktičen ena izmed najboljših opcij, ki jih je zdaj na trgu, sploh od teh malo bolj poznanih znamk. Isto je pa potem pri powermetru. Tisti, ki nimate mogoče kakšne poškodbe na kateri nogi, ne bom rekel, da je nujen potreben obojestranski powermeter, sploh če se gleda moč tam na 10 sekund. Ja, mogoče to ni toliko pomembno, tisti, ki se pa res orang vozite, pa ajde. Ja, že sami veste, da rabite obojestranskega, kle predvsem mislim zaradi kakšne analize pedaliranja in tako naprej, vam pol obojestranski powermeter kar dosti pomaga. Logičen, mi prodajamo vse te zadeve, nočemo odvrniti kakšnega od nakupa, je pa zelo pomembno, da res najprej veste sami pri sebi, koliko časa to zahteva, kaj vse je treba vedeti, kaj se je treba naučiti. In če nimate tega časa, pejte saj Human Performance Center, pa vam bojo oni vse svetovali. Če se boste sami lotili, super, komod, ampak morate vedeti, ker sem šel tudi sam praktično čez celo to šolo, prebral tudi par knjig in pač vse traja. Zdaj, če ste pripravljeni riskirati 1-2 let, zato da se boste vse naučili, ker težko verjamem, da boste v prvem mesecu vse vedeli, sploh svoj telo poznali in tako naprej, pol vam fantje, ki so specializirani za to, ki se spoznajo, ja, vam lahko kar orang pomagajo in znate imeti zelo dobre rezultate v zelo kratkem času, no. Tako da evo, to je to, kar se tiče iz moje strani. Še enkrat, nočem odvrniti nobenega od nakupa, ampak pri dostih kolesarjih jaz vidim, da bilo dosti boljše, če bi si kupili ne vem, kakšne boljše hlače ali pa kakšno tako dodatno opremo, če že hočete zapraviti za kolo. Powermeter sam po sebi je super, ampak šele takrat, ko ga znate uporabljati, ko znate razbrati številke, ko si znate sami pač trening postaviti. Če tega ne znate, pol so to samo še ene številke, ki vam tam pišejo, ampak lahko vam pač čisto nič ne povejo. Tako da iz tega vidika jaz pač ne svetujem glih vsem, no. Tako da to je to, do naslednjič, uživite na kolesu, let's ride!